Ampak kot rečem, imel sem veliko srečo, da sem se rodil v družini dveh intelektualcev, s tem, da je oče prihaja iz kmetov, iz velike kmečke družine in je bil kar namontiran v glavi v redu, ne. Sem pa že kot majhen se zavedal, da sem imel blazno srečo, da če bi se rodil 30 metrov v drugi familiji, bi bil pa čisti loser lahko. Čeprav potem aferi z orožjem je za me novinarske kariere na nek način konca, ne, potem sem se selil po časopisih, ampak sem potem sem imel srečo, da je prišel polet in da sem v tem poletu kot urednik in sourednik imel možnost, da sem pa rekreacijo lahko predstavil ljudem drugače, očitno tako, da jim je bila všeč. Imel sem tako dobre novinarje, da so v bistvu znali narediti super časopis in sem se jaz potem lahko še bolj posvetil rekreaciji, za katero sem pa čutil, da je to ena redkih stvari, ki ljudi res lahko naredi zadovoljne vsaj en del dneva, ne. Bi najprej rad povedal, da tek ni zdrav, ne, in to je res, ne, tek ni zdrav, ker zelo malo ljudi, a ne, recimo zdaj v mojih letih lahko še teče, ker so pač poškodbe, a ne, je treba, tek je sijajen, je najlepši, a ne, je pa treba seveda modro teči, in tudi teka se treba naučiti in je treba pač teči po pameti, da ti lahko res uživaš, ne, ni treba teči hitro, ne, dobro je, da lahko tečeš dolg časa, ne daleč, ampak dolg časa, da tečeš, ne. So rekli, daj ti vzem tegale človeka v skupino, prosim, on je pa to korit, ne. In ga vidim človek je bil pač ni bil samo težava, je bil tudi bedak, ne. In lahko pač reče, da je bil bedak in to tako šola bedak, no. In potem, ko je začel laufati, ne, so rekli, zdaj bo pa on ratal res, ko bo pa ta rekreacija spremenila, ne. Mi smo sam naredili dobro treniranega bedaka, ne, in ko je bil dobro treniran, je bil še bolj naporen, ker je imel več kondicije in ga je bilo še težje prenašati, ne. Novinarsko delo je zame bila sreča in sem srečen, da sem lahko delal na delu in ne bi pravzaprav si mogel želeti lepšega poklica. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. Po daljšem času ga jaz napovedujem, ne pa Nina, ker imam danes pač posebnega gosta, s katerim sem že dlje časa hotel pogovoriti tudi na tak način skozi podcast. Primoža Kališnika iz hriba nad Medvodami, v bistvu sam je rekel, da je v gozdu na hribu nad Medvodami. Verjetno ga dost vas pozna, ker je dost znana oseba, vsaj jaz mislim, da je tako. Sicer bo več se povedal o tem sam. Povabil sem ga pa predvsem zato, ker zdaj že 7 let, rečemo, vsaj občasno skupaj sodelujeva, da skozi učenje AEK metode in tudi na drugih projektih. In smatram, da lahko marsikaj pove uporabnega za tiste, ki boste podcast gledali na osnovi svojih življenjskih izkušenj, ki jih ima pa obilo, in upam, da vam bova z tem pogovorom pomagala drugače ali pa malo odstreti kako tančico iz tega, kako življenje poteka. In predvsem tisto, kar je v bistvu tudi AEK-ja in tudi namen teh podcastov, da bo vedno bolj razumemo, da razumevanje preteklosti omogoča spremembo v sedanjosti in drugačno prihodnost. Tako da lepo pozdravljen. Pozdravljen, Aleš, hvala za povabilo. Prosim. In bo, mislim, da kar začela, kdo si, oziroma če pač tisti, ki te ne poznajo, da jim na kratko poveš, čisto kot eno vizitko. Kdo sem oziroma kaj sem, a ne? Mislim, da sem človek proste reje. Nisem človek baterijske reje, sem človek proste reje. Verjetno sem bil tudi nekaj časa v baterijski reji, ampak mi ni odgovarjala. In ko sem pa že kot otrok šel na svoje, vsaj v glavi, se pa seveda mi začrtala pot, ki je bila taka, kot je bila, je moja, je najlepša, ne. Ni bila pa povsem
ravna, ne, čeprav je bila, jaz sem sam mislil, da so prepreke na poti prepreke, ampak to je samo narobe položena ravnina, ne. To je kolesarska, ne? Recimo. Zdaj, večina ljudi to verjetno pozna skozi polet, zapravo prilogo dela, ne? Pa verjetno tudi skozi kolesarstvo, tvoje kolesarsko udejstvovanje. Bi najprej začela lahko tukaj. Kako pri poletu, recimo, zdaj že bivšem, malo pa tudi novem. Kaj te je v bistvu sploh navdušilo nad kolesarstvom kot takim? Pravzaprav mora biti kolesarstvo, ne? Okay. Oziroma kolesu. V kleti pri babici, s katero sem v glavnem živel, je bilo eno staro kolo češko, ki me je neskončno privlačilo, ne, in sem ga zelo majhen že sestavil in sem se pod štango vozil. In je bilo kolo potem neka moja večna želja, ne vem zakaj, a mi je to usojeno, in sem potem prvo kolo si lahko zelo pozem pravzaprav šele nabavil, ko sem prišel iz vojske, in to je bilo kolo, ki ga bo treba vsak večer razstaviti in dati noter nove kroglice in mast, in ko so me ljudje srečevali na Rešici, so stran gledali, kaj jim bilo neroda, ne, da je kdo tako siromašen, in takrat sem jaz rekel, da če bom imel pa kdaj kakšno kolo viška, ga bom pa vedno kakšno posodil ali pa dal, ne, tako da sem pol v nekem trenutku imel res 4-5 koles okoli posojenih, ker se mi zdi, da s tem narediš ljudem veliko veselja. Je pa seveda res, da sem jaz ljubiteljski kolesar, ne, nikoli nisem bil dober, verjetno zato, ker mi mišice ne not rastejo, ne, skratka moja genetika, ne vem zakaj, ampak sigurno ni za kolesarstvo, je pa kolo postalo moj pomemben del življenja in tudi v poletu me je ves čas spremljalo. Ko smo začeli pisati o kolesarjenju in kolesarstvu, sem seveda stvari lahko razumel, zato ker sem sam kolesaril in tudi tekel in še kaj drugega. Poleg tega je bil pa seveda kolo tudi leta in leta moj beg iz življenja, kakršenkoli je že bil, ne. Malo je bil beg, malo je bil pa seveda povezan z mojim egom, ker sem mislil, da bom pa vse rad dober, ne. Ali pa boljši, ali pa da bom... ambicijo. Ja, ego, ne, ego. No, pa pol me pa tudi iz ega ven malo odpeljal, se mi zdi, tako da sem jaz kolesu kar hvaležen, predvsem pa sem hvaležen življenju in Bogu, ne vem, velikemu graditelju vseh svetov, da mi je prek kolesarstva pripeljal oziroma mene je pripeljal na pot nekaterim izrednim ljudem, ki so drugače kolesarji, so moji prijatelji in ki mi pa delajo življenje zelo lepo. In se skoraj nikoli ne pogovarjamo o mojem kolesarju, ampak vedno veliko bolj pametnih, navadnih stvarih. Kako si pa sploh doživljal kolesarstvo, tako kot si rekel, ne, kot v bistvu multipraktično, bi rekel, ne? Yeah. Kako je bilo pa z drugimi športi? Veliko sem tekel tudi. Kot mladostnik sem igral košarko do 19. leta, pa mislim, da imamo nekaj malega gibanja v družini, ker je bil moj star oče bil sokol. Sicer ga nisem poznal, je po vojni umrl, je bil partizan. Ni prav lepo končal, ker pač ni bil baterijske reje, predvsem pa niso bile žarence rdeče njegove, so bile barve je imel za vse ljudi, ne. Tako da potem ta rekreacija naenkrat v študentskih letih sem začel veliko teči in me je potem pravzaprav popeljala na eno pot, za katero se je kasneje izkazalo, da mi je pravzaprav mogoče omogočila za silo v redu življenje, ko so se mi na drugih poslovnih, recimo, če novinarstvo to sploh lahko rečem, stvari zaprle, me je šport oziroma rekreacija potisnil nekam, ker sem lahko bil jaz,
ker me ni nihče uveril, cenzuriral, istočasno pa me je zadovoljil tudi tako, ker sem lahko kaj dobrega naredil za drugega, kar pa je vedno bilo v meni. Ne, zakaj je to bilo, seveda zdaj drugo vprašanje, to sva tu sedaj kaj druge pogovarjala. Predvsem ne zato, da bi ugajal, ampak jaz sem bil vedno zelo dobre volje, če so bili drugi ljudje zadovoljni. Ne? Tako da je bila moja sreča vedno zelo odvisna od sreče drugih. Ne? Jaz sem, zelo enostavno sem vedno znal srečo privoščiti drugim. Meni se pa zdelo, da pravzaprav niti ni treba kaj preveč jo imeti, da pač kot je pač v redu. Se mi zdi, da sem vedno vsaj intuitivno znal igrati s tistimi kartami, ki sem jih imel na voljo. Je pa res, da so bile včasih zelo mehne karte. Po zelo zakotnih špelunkah smo igrali. Kako bi pa povezal recimo to, kako si za sebe opisal, da si bil z tem, kako si imel otroštvo? Kako je to recimo, da je dedek umrl malo po vojni, pa vplival na... Veš, kaj je to vplivalo na mojo mamo, ne? Zelo. To je bil oče od tvoje mame. Ja, to je pač vplivalo. Bilo je seveda lepo, ker so bile te partizanske zgodbe, ne? Osvobodilna fronta, velik Slovenec in precej izobražen človek in ljubitelj domovine. Nikoli pa seveda ni bil v partiji, ne. Bil pa je na enih prvih sestankih Osvobodilne fronte, recimo na Ježci. Bil je 2 leti zaprt, so ga izdali in so ga tepli, ko je žival Italijani, potem je šel v partizane in je pobral vso posteljnino za obveze in je potem šel v partizane in je dobil 3 ali 4 medalje za hrabrost, ne. Po vojni je pa vprašal svoje kolege, zakaj se dogajajo stvari, a ne, ker so naša rana slovenska, te smrti po vojni in potem je bilo pa z njim konc. Potem je bil pa nekako je bil zelo žejen in mislim, da mu ni to koristilo, glede na to, da je že tuberkuloza faso v partizanih in potem se je pač poslal, sicer na zelo zanimiv način, ampak je pa to vplivalo na družino, potem seveda tudi verjetno tudi na mene. Imel sem srečo, da sem se rodil v družini 2 intelektualcev, ne? In da sta mi kljub samo pustila, da sem oziroma znal sem si izboriti prostor, da sem živel tako po svoje, ne. Malo mi je šlo na roko, seveda to, da je bil moj brat zelo bolan in sta se starša z njim ukvarjala leta in leta, ker nismo vedeli, ali bo to, ali bo uspelo, Grega ali ne bo. Ampak meni je to pasalo na nek način, ali pa zelo, ne, ker sem pa sam odraščal, staro mamo, seveda pa potem malo čuden parataš, ne. Ampak kot rečem, imel sem veliko srečo, da sem se rodil v družini 2 intelektualcev, s tem, da je oče prihaja iz kmetov, iz velike kmečke družine in je bil kar namontiran v glavi v redu, ne. Sem pa že kot majhen se zavedal, da sem imel blazno srečo, da če bi se rodil 30 metrov v drugi familiji, bi bil pa čisti loser lahko. To sem pa že kot majhen. Bi opazil. Ja, sem rekel, da če ne bi imel take sreče, bi bil pa res bebec, ne, ker imam nastavke po moje, kar dobre tudi za to. Ja, se jih ima vsak. Ta okolje, v katerega se rodimo, dejansko nas še najmočneje definira, ne. Verjetno. Ostane znam pol lahko zelo dolg časa. Ja, skozi ostaje. Vse, v dobrem in slabem. Pa se ti je pol ta krivica, ko se je recimo naredila tvojemu dedku, se tudi pol dogajala recimo tebi ali pa tvojemu očetu? Ja, pravzaprav moj oče nikoli to ni pač on je hodil v cerkev, ne. S tem, da je imel lepo lastnost, da mene nikoli silil, ne hmaš in niti Bog ne daj k verouku, ne. Me je pustil pri miru. Mogoče celo obupal pravočasno, ampak seveda ni mogel, kot je bil tudi novinar, urednik, zagotovo bi lahko se mu kariera drugače peljala, ampak on je bil zadovoljen s svojim poklicu in pravzaprav zelo velikih težav ni imel, ni pa mogel iti tja, kamor bi si
zaslužil, pa to sem pač tudi priznaval, ampak to je to tako bilo in on je to vzel. Bil je pač dober človek, ne, bilo je pa zelo zanimivo, ker je pač rekel, da edim brke staliniste pa sovražke klerikalce, ne. Se pravi, mislim, da je kar veliko povedal, glede to, da je vsak dan hodil v cerkev, ne. Kako je na mamo to vplivalo? Mama je bila pa sopotnica, ona je bila profesorica slovenščine, ona je pravzaprav sledila očetu, kolikor mu je bila sposobna, ne. Imela je pa svojo linijo v življenju, ki je po moje bila mogoče za očeta malo naporna, no. To sem kasneje se mi zdela, ampak bila sta pa najboljša mogoča starša. Enkrat se mi na Gloknerju, ko sem smučal dol, ne z vrha tam za nekoče, se mi je posvetil, ne, sem rekel, tlele, če ti ne bi oče mogoče, da bi si se kot otrok naučil malo smučati, nikoli ne bi tle stal, ne. In če ne bi potem prišel v časopisu službo, ne bi nikoli bil tukaj, ne, s tem, da je oče ni imel čisto nič pri moji službi, pravzaprav mi je bil velika ovira, da sem jaz dobil službo na delu, ker je tisti ljudje, ne, ker jih on ni zaposlil, ker je bil predsednik neke komisije za poslovanje, se takrat rekel, ne, in so prišli, ko so prišli potem v službo preko tudi, ker nisem imel fakulteta, ne, no, tisti potem mene seveda niso iz maščevanja podprli. Pač verjetno, kaj pa vem, mogoče, veste, kako je pri novinarjih, ne. En pir spiješ, ne mara, 5 pirov spiješ, da imajo pa vsi radi, ne, tako da ta čustva novinarska so zelo tekoča so čustva, zelo likvidna čustva, se pretakajo, tako da s tem sem se kar hitro nehal ukvarjati, če imajo ljudje radi ali ne. Novinarske solidarnosti pa seveda jaz ne poznam in ne verjamem vanjo, no, jaz je nisem doživel. To je podobno kot pri kolesarjih. Zelo podobno, ja. Zelo podobno s tem, da pri kolesarjih vsaj vožnja v zavetrju, ne, v novinarstvu pa ne, te pa vsak proba spraviti na čelo kolone, ne, da te bo... Se pri kolesarstvu tudi. Da te bo... Ja, ampak ne moreš početi, ne, pač najlepši poklic, ampak velikih prijateljstv, iskrenih, ne, pa bom rekel, pa ni prav enostavno vzpostaviti. Jaz sem jih nekaj imel, jih imam, sicer moje prijateljstva zdaj malo umirajo, že, ne, so že, moji kolegi so že malo med si presami, ampak zame so živi, no, in so prijatelji še vedno, ne, čeprav jih ni več, ne. No, zato da to sprašujem, ker vidim recimo, ko delam s kolesarji, sploh cestnimi, da je v ozadju vedno krivica neka. In ta krivica pol oblikuje jih v take osebe, da rinejo proti vetru, ne. Eni bi rekli, ščijejo proti vetru, ne, doskrat. In pol postaneš taka oseba, da lahko to sploh lahko rekel, da vidiš v tem smislu, ali pa da eni celo uživajo, ali pa postanejo odvisni, ne. In to, ko si zdaj razlagal o novinarjih, ne, pa medsebojnih odnosih, pa ko vem tudi, kak si bil na začetku, ko smo 2018 si prvič prišel sem, je bilo zelo očitno, da si prebolel in si preboleval takrat, bi rekel, na telesni ravni posledice vseživljenjskih krivic, verjetno ne samo tvojih, ampak še zato sem da tudi zdaj spraševal za mamo, pa očeta, pa deda, pa babico, ne. Veliko ljudi, ne, je, ki se res lahko pritožujejo, ne. Jaz se v resnici ne smem. To v primerjavi s tistim, kar se res ljudem hudega dogaja. Je to nič, je pa seveda so krivice, ne, v kolesarstvu jih je tudi veliko, jaz v kolesarstvu, ker imam veliko prijateljev, aktivnih, veliko stvari vem, ampak naj to ostane med kolesarji. Če bi pa ljudje vedeli resnico, bi pa mogoče malo drugače dojemali tudi kakšne ljudi, ki se ukvarjajo s kolesarstvom. Ni preprosto in je pač vsak
Belič je krval zaslužen in je treba vedeti, da 3000 ljudi trenira tako, kot Pogačar ali pa Roglič, ampak Ja, je sistem tak, da bolj ko goneš, bolj piha, ne? Ja. Težje je. Ja, težko je, ja. So glih obratno krivuljo, ne? To je tako precej slovenski šport, se mi zdi, no. Je tudi mal patosa zraven včasih, ne, ampak kot rekreacija je lahko čudovit, ampak nekaj časa rabiš, da ga spoznaš, no. Kaj je to lepo na kolesu. Kak je bilo pa med študijem? Študiral si kaj? Jaz sem začel študirati novinarstvo, potem sem šel na socialno delo, nisem končal, ker sem hotel jeti na svoje. Hotel sem se omakniti in sem se posvetil pravzaprav nezdravemu življenju, ne. Tako da sem jaz kar nekaj let zelo nezdravo živel, z velikim veseljem sicer, nikoli droge, ampak nezdravo pa vsem. In sem se hitro zaposlil, začel skrbeti sam zase. V tistih letih je bilo to precej neznačilno v Ljubljani. Jaz sem šel že, sem bil star 23 let, sem postal stevardesa in sem bil 2 leti stevardesa. Steward. Jaz pravim stevardesa, ne. No in na avionu in to, ne vem, kako je to. No, ja, lej, se mene verjame, ne. Ampak je bilo to eno lepo obdobje, ker sem bil pač finančno neodvisen, lahko sem počel stvari, ki jih sicer ne bi mogel in ni dosti manjka, da ne bi ostal nekje v tujini kot stevardesa, ne, pa hvala Bogu pač nisem, ne, ker bi jaz tudi od veselja, bom rekel, bi me pobrali, ker nisem imel mere, ne, ampak je bil pa krasen čas, potem sem pa ves čas delal in potem sem se pač študijo sem rekel, ne bom, to sem se odločil in mi še danes ni žal, pa sem mislil, da se bom zaradi tega sekiral. Seveda se je kasneje pokazalo, da za vsako stvar, ne, ki jo ne narediš, jo moraš pač nekje drugje noter prinesti. In če sem hotel biti novinar, sem mogel biti od drugih boljši, ne. Zdaj, a so bili drugi toliko slabi, da sem bil jaz boljši, ne vem, ampak mogel sem biti bistveno boljši, da sem lahko delal enega povprečnega novinarja in potem, potem sem šel v osnovno šolo delati kot v varstvo, pa 1. razred, pa 3. razred. Kot učitelj. Ja, in potem sem hotel skrbeti zase, potem sem pustil tisto in sem rekel, da bom probal kot niti ne zavarovan, brez prihodkov, sem prevajal ene tekste za Delo in sem si rekel, 3 leta, 7 časa moče mi rata in sem potem od tistega nekako probal preživeti. Ja, potem sem si uredil status svobodnega novinarja, da sem imel pač vsaj zavarovanje, ne, in potem s tem statusom svobodnega novinarja sem me pa lahko redno zaposlil na Delu in to je trajalo par mesecev sem bil redno zaposlen, ker to je bilo namesto faksa, če si imel status, ne. In potem sem pa dobil od enega gospoda, ki ga ne bom omenil in naj počiva v miru, nimam pa jaz samo slabega mnenja, za razliko od drugih mojih kolegov, eno pogodbo, ki so rekli, tole podpiš, to neko premostitveno dejanje in gor je pisal, zdaj si zaposlen za določen čas, ne. In jaz sem vedel, je bila pozadnji politika, ne, da če bom to podpisal, da ne bom več službe dobil in sem vzel edix, sem prečrtal in sem na pisarni stroj napisal za nedoločen čas in tako sem bil zaposlen tako rekoč do letošnjega marca, ko sem šel v penzion. Sam sebe sem zaposlil. Neverjetno. Ja. Pa to, ko sem te zdaj poslušal, sem se spomnil na Gregorja, ne, na brata. Ja. Pa se mi zdi tako, kaj tudi ti meniš, da si bil toliko, da si imel to fazo, sam si rekel, nezdravega življenja, ne. Po drugi strani je bil pa on, si bil ti zdrav, on pa ne. Kak je njegov, kdaj se je on pozdravil? Gregor, moj brat, on je izjemen slovenski novinar in pisec, eden najboljših piscev v Sloveniji zagotovo, zelo svojevrsten. On je pa naredil fakulteto in je tako, recimo, ni črna ovca, ne.
On je bil, Sebe smel za črno ovco ali še ne, drugi so me imeli, ampak črno je čisto redo barva, če jo znaš nositi. Ne. Ja, No, in Gregor je bil, takoj po rojstvu je hudo zbolel in je potem v bistvu 10 let umiral. Zdaj, podrobnosti ne bom šel. Ja, sem In je spelo, preživel in potem, ko smo si mislili, da bo pač vse v redu, je potem čez 10 let ali pa 15, se mu spet zelo zakomplicirali in je spet umiral, ampak je preživel in to se je dvakrat zgodilo. In njegova bolezen je mene naučila, da kva jamrate, ker ste bolani, pa kaj je hudo, vi sploh ne veste, kaj je hudo, ne? In ne nehite blebetati, če niste imeli nekoga v družini res bolanega, ne. Seveda ti pa pusti to tudi neke strahove, bojo tvoji otroci rodili zdravi ali ne, in ko sta moji hčeri bili zelo bolani, a ne, obe, oziroma ogroženi, ni bilo prijetno, ne, takrat ti pa pač malo preteče spet na tvoj krbit, a ne. Pa je bil pa spet kolo, ne, pa si se šel malo odpeljati, pa je to za 2-3 ure, ne. Malo zginili, pa potem, ampak to nikoli ne odide, s tem se moraš pač spopasti, soočati, pač priznati, da te je strah in predvsem pa biti vesel, da je Gregor tak človek, kot je, in da ima čudovito družino in da ima neverjetne otroke in da se res v redu pač življenje in a je moje nezdravo življenje to posledica tega, kar je bilo v mladosti, pač verjetno pač je, ne. Verjetno je pa tudi nekaj v genih, kolikor se slišal, kaj je bilo vse s starim očetom, je bil tudi zelo rađej, ne, tako da imamo verjetno tudi kaj v genih, ne. Pač meni je nočno življenje pač odgovarjalo, ne, ker sem pač učim, da sem tak karakter, da sem veliko po noč živel, ampak sem pa vedno pač skrbel zase in to počel za svoj denar pač in nikoli nič ukradel, ne. In tudi, da bi kakšnemu kaj slabega naredil, nisem, seveda je pa dopuščam možno, da so tudi stvari, za katere sploh ne vem, ne. Ja, ti pa bolj ni zanalaš, ne? Ja, no, ne, ampak če sem bil še vedno, ne. Ne, tako, ko sem te poslušal, kak si bil v mladosti, ne. Ja, se ta moja mladost je kar dolg časa. Kar dolg časa je trajala. Ja, jaz sem kar nekaj časa v to mladost šel leko pol, ja. Vsaj na obroke. Ja, pač se veš, da ne morem svoje kože, ne, in pa ko ljudi poslušaš, ko jih poslušam, vedno razmišljam, s kakim namenom so imeli tako življenjsko pot, ne, in takrat ti si imel tako, da si bil zelo mobilen, ne, Ja, steward, si letal okrog, ne. ja, skozi leto je tako drugače. Pa sam to se, kar si razlagal, ne, in tudi recimo ta tvoja samostojnost, ne, da si znal pač, da si imel v bistvu noter vse avtomatizem, da moraš ti poskrbeti zase in da druge ne obremenjuješ s tem, ne, tudi zdaj, ko si rekel, da si tudi vse, kar si spil, sam plačal, ne. Ja, seveda. Pač, ja, ker očitno misliš, pa veš, da marsikdo ni, ne, ker drugače ne bi to poudaril. Zdaj tukaj spet pa vidiš to zelo visoko samostojnost, ne. Hkrati pa pri tebi sem tudi videl že, ko sva delala, da imaš te ciklične, da se skoraj kot da nočeš, da ti bi bo predober. Mogoče, ker to pa vidim velikrat pri recimo, ko imam take primere, ko je en od sorojencev, ali pa včasih tudi starš zelo bolan, da pa nekako ta oseba, ki raste dolg časa v takem okolju, ki skozi visi, da bo nekaj hudega se naredil, da pa dejansko v svoji notranjosti izgubi tisti občutek, da je lahko dober, pa da s tem nobenega ne bo prizadev ali pa da bo delal, da bo s tem, ko bo on dober, nekom drugem naredil krivico, čeprav mu je ne bi, ne. Ja, to zagotovo drži, ne, ker če si navajen, da je cel tvoje življenje en tak, bi rekel, nekaj na P, pa ne bom, rock and roll, ne. Ja.
potem, ko se stvari, ali pa slab rock and roll, ne, potem to pogan, ne, potem nisi navajen, da je zelo dober in če je zelo dober, ti je tuje, ne, tuje počutje sem, človek se pač naredi potem neke svoje zgradbe, v katerih se dobro počuti in pač svoje stolpe, mogoče, ampak imam srečo, da nikoli nisem imel slabe volje, recimo jaz, ne. Seveda sem imel težke dni, pa zelo slabe dni, ampak da bi bil slabe volje zaradi tega, ker ti življenje nekaj pripelje na pot, ne. Življenje ni nič bilo krivo, to tako je, ne. Velikokrat sem pa seveda jaz veliko pripomogel, da so se te stvari pripeljale in pa sem pač dobil svojo porcijo in sem nekako probal odnesti, ne, včasih je ratal, ker velikokrat pa tudi ni ratal, pa sem pol mogel še leta kaj za sabo nositi, ampak meni se zdi to nekaj najbolj normalnega. To gre vse zraven življenja. Stvari se itak zgodijo takrat, ko je prav čas, ne pa takrat, ko se nam zdi, da se morajo zgoditi. Se mogli zgoditi, ja. Sej, zato sem tudi to vprašal, ne, ker sem tudi videl že prej v teh letih, ko sva sodelovala, da ko ti je šlo malo boljš, se pa zmeri nekaj takega zgodilo, da ti ni šlo več tako dobro, ne, in pa si se mogel, tako kot bi rekel, ne, roller coaster, gor dol, ne, šlo skozi. Ja, a veš, to pač, seveda človek se veliko sprašuje, ne, zakaj kar naenkrat zboliš, ne, pa zakaj prvič, drugič, tretjič, pa ne, pa da te pač ta... Avto na križišču pride. Pa... Ja, recimo, ne, pa seveda, ampak recimo, če se tako ene trikrat gibaš, tako načeloma malo bližji, ta zadnjo parkirišču, ne, pa plešeš z Matildo, pa to verjetno ni z nekim namenom. Ne. Zagotovo pa ni namen tega, da pol, ko se pozdraviš, da pač, da jamraš, pa da to pozabiš, ne, ampak da po svojih zmožnostih skušaš iz tega narediti nekaj, da nisi več kot butas, no, pravzaprav, butas za življenje, no, to se meni zdi. Naučiš iz tega. Malo, ne, vsaj malo, jaz se ne vem, če sem se zelo velik, ampak nekaj pa sem se, no, tako. Ja, seveda. Tako da zdaj upam, a ne reči, da je tudi ljudi, ki so bili zelo hudo bolni, ne, seveda jih veliko poznam, potem, ko so se pozdravili in preživeli, mi je zelo se čudno zdelo, da se čisto nič niso spremenili, da so ostali isti bebci, ki so bili, ne. Tega nisem zastopal, to se mi ni zdelo logično, no, ampak... No, zdaj, ko vidika je, ne, ker osnovna logika, ki tukaj velja, je, da podzavest za delovanje porabi manj energije, pa manj časa, da izvaja tiste vzorce, ki so v podzavesti notne. Zavest je pa zaradi tega, ker je veliko bolj nestanovitna, spremenljiva, pa kreativna, ne, pa za določena dejanja porabi tako več energije kot časa, ne. In zdaj, kaj se zgodi, ko si bolan, ali pa sploh, če si težko bolan, ne, prideš do tistega, če preživiš sploh, ne, da ima zelo, zelo malo energije, ne, in pa seveda zavest niti ne more bistveno kaj veliko delati, oziroma moč zavesti je nizka, in pa si odvisen od podzavesti, ne. Podzavest je pa taka, da preteklost prenaša v prihodnost, ne. Ja, in podzavest je gre kar dobro, ne. Ja, mora iti. Nikoli se razmatra, ne. Ja, ker osnovna logika ali pa tudi osnovna funkcija podzavesti pa je, da nam omogoča, da preživimo, ne. In zdaj ti definitivno si preživel, če ne bi bil tukaj, ne. Kaj sem pa opazil, so se že velikokrat pogovarjala, da ko začneš pa malo bolj živeti, ti pa pol pride na pot vedno po konc postavljena ravnina. Prav, ja, vedno, ampak veš, se tega se tudi se navadaš. Lizanj smo imeli eno srečanje v Ljubljani in takih gospodov resnih in me je en Angležu predstavil, moj prijatelj, in prav, nič ne bom tem človeku torej o meni povedal, ampak ne bi verjel, da karkoli počne, se vedno zgodi ena pizdarija. Pa je noče, ne. In to tako je. Jaz sem blazno rad življenje, ne. Zelo trpim, če vidim, da so ljudje nesrečni, čeprav to mogoče ne pokažem, ne. Saj sem rato malo trd, pa malo zajeban v teh letih, ampak zlasti pri otrokih, ne. In pri ljudeh, ki si ne morejo pomagati, tako da
Mislim, da znam res ceniti življenje in ga imam neskončno rad, pa ne samo zaradi svojih otrok, vnukov, razširjene družine, prijateljev, bratov, ampak res imam rad življenje, ne, in tako, ne, vesel sem, da naj pač življenje povezalo, da ne bom tako neumen učel iz tega sveta, ne, mislim, da se ga pameten porabil, ampak ne samo v tistem nočnem življenju, ali pa po tej pametnejši strani, kot urednik Poleta, pa še pač stvari, ki sem jih počel v novinarstvu, ampak da res življenje jemljem kot dar, ne, ker se vprašaš vseh tistih semenčic, ne, da si tih prišel skozi, ne, pa si imel to, ne, in jajčec in da si prišel ven in si mu že to prvo sprejema, si naredil, pos pa tak bebec v življenju, ne, mislim, to pa res ni logike, ne, pa življenje je, a ne, tudi če je hudo, kljub vsemu je unikatno, ne, vedno ti nekaj da, ne, vsaka svetloba in vsaka senca ti nekaj da, vsak človek, ki ti pride na pot, ne, seveda jih pa potem s časom je pa moče kakšnih ljudi malo preveč, ampak to se da pa tudi urediti, no. Mislim, življenje je dar, no, to pa zdaj ne, sem pa kaj pišem, pa tudi iz Biblije Notre Dama, ne. Ampak ne, to reklo, da je življenje dar, ne, to je, če bi to Evropa razumela, ne, bi se imeli ta trenutek boljš, ne. Pa mogoče še tisti nesrečniki na Bližnjem vzhodu tudi, ne. Življenje je res dar, ne. Ja. To mi je pa res tudi to, ne, da če gledamo to, kar razlagaš o življenju, ne, to dejansko razumemo lahko samo z desne možganske polovice, ne. Zdaj pa je že kar veliko desetletij živimo z vedno bolj močno v levi, ta pa življenje ne razume kot dar, ampak kot v bistvu nadlogo, ki ustvarja nepredvidljive dogodke, spremembe, kar naprej je nekaj drugače, nikoli se ne umiri, nikoli ni predvidljivo, nikoli ni mrtvo. In tudi ljudje, vede ali pa ne vede, bolj ne vede, postajajo vse manj živi. Ne. Tudi, mislim, da to, kar ti je Gregor dal, ne, za svojo, kar on je se evidentno tudi ima rad življenje. Ne. Ja, seveda. In ti je pokazal... Pa si ga pa zasluša, ne. Ja. Ti je pokazal, da pač je treba iti v klanc, se pomatrati, da se pa lahko pod breg peleš, pa ti je fajn, ne. Ja. Kam imaš ti rajš kolesareš, rajš po hribih, ali po dolinah, ali po ravnem. A veš, ko sem še prej rekel, da me mišice ne trasajo, ne. Potem sem se rajš vozil vedno po ravnem, pa tudi kronometer sem imel rad. Ampak v hude klance za hude klance mi je pa šlo malo na boljš, potem, ko sem spoznal svoje telo, ne. Nekje v Brežicah sem bil, veš. No, ko sem to spoznal, kako, ne, da je nekaj bilo, drugo črno, da nekaj trdo, drugo mehko, nekaj stegneno, drugo skrčeno, potem mi je šlo, ne bom rekel, da mi je šlo boljš, začel sem pa uživati tudi v vožnji navkreber in zdaj zelo veliko se vozim navkreber, vozim se sam, je pa tudi tako, da imam iz hiše v gozdu takoj 16% klanc 300 metrov, ne. Tako da mi je Bog dal razen kakšnega listka z napisom iz Brežic, mi je dal še ta klanc, ne, tako da zdaj kapiram, kako to gre in mi je bistveno mi je lažje se voziti v hrib, ne. Je pa res, da je kolesarjenje, ne, je zame pač stik z naravo, ne. Pa seboj tudi, ne, ampak drugače je bilo včasih. Kaj pa prej? Seboj ali z naravo? Kaj bi dal na prvo mesto? Zdaj? Če bi razmišljal. Ta trenutek? Seboj. Okay. Ja. Prej? Samo bil pa prej narava, pa sem pa do sebe prišel. Ampak vsi premiki, narava mi ni dala premika, mi je dala lepoto, ljubezen. Ko sem se pa sam s Kališnikom začel zabavati, ne, sva pa imela en pogovor, recimo dolg nekaj desetletij, in premik se mora zgoditi v tepa, ne.
Ja. Sej prav velika, ne, ga ni bilo, ne, možgane imam že zmeraj isto mehne, ne, prav brihta nisem, imam srečo, da drugi niso prav brihtni, ampak se pa premik zgodb, zdaj so to možgani dar, ali ne, ali je bila pa to kriva moja intuicija, ki imam zelo močno, ne, se to pa sam veš, da imam pač, to sem pa tudi prinesel na svet. Včasih sem se malo bal te intuicije, zdaj pa vedno bolj sem vesel, da jo imam, ne. Zakaj pa si se bal? Zaradi posledic? Ja, zato, ker sem stvari preveč intenzivno doživljal naslikane, no. Pa ne bi zdaj, da ne bi kakšnega prestrašil. No, ker glih sem prej, zdaj na delo sem glih zaključil, sem imel 95-dnevni program za spremembo intuicije, ne, in sem veliko intuiciji razmišljal, ko sem tudi te razlage podajal, pa pol bereš, pa poslušaš udeležence, ki razlagajo, ne, in zato me glih, ki si omenil intuicijo, zanimalo, ne, ali si se je bal zaradi tega, ker te je točno vodila, pa te je vodila podobno kot tvojega dedka, ne. Čisto točno, ja. Ali no, kaj si pa že odgovoril, ker bi se lahko z dveh, ker imaš pravo intuicijo, ker dejansko sočutiš in si dovolj sposoben, da jo ubesediš, ne, ali pa da jo razumeš, in pa, ko ji slediš, se lahko zameriš marsikom, ki pa ima drugačno intuicijo ali pa drugačne interese, ne, in pa se lahko, tako kot si rekel, upečeš in imaš pa zaradi tega tak sladko kisel odnos, ne. Po eni strani si vesel, da si sledil, ker drugače ne bi bil zvest sebi in bi lagal sebi. Po drugi strani si pa zaradi tega imel bistveno težje življenje, kot če bi bil bolj, bi rekli, po liniji, ne. Vedno sem sledil intuiciji in a veš, reči, intuicija je kar naporna zadeva, ne. To je zelo ozka steza, ne. In moraš biti, ko po njih hodiš, moraš biti kar skrbeti za ravnotežje, ker najlažje bi se bilo pač obrniti, pa skočiti tam dol v graben, pa a ne, se ni treba ti zgraben prav globoko, ampak greš po drugi strani nekam drugam, ker ne, pač na koncu pa spet prideš na isto pot, ne. In ta intuicija je vedno me je pač vodila in me je tudi, tudi pripeljala me je in tudi v Brežce, tudi kam drugam, bom rekel še bolj, ali pa za druge vrste rob, kakor je v Brežcah, ampak so bile to stvari, ki sem vedel, da se bojo zgodile in pač kakšne stvari, pač jaz pa malo vem, da se zgodijo, to bi recimo te lahko moj prijatelj Hempi, kolesar, povedal, sem pa seveda s časom ugotovil, da jaz nimam pa, da ne smem ljudem govoriti tistega, kar čutim v njih, to pa... Ne vsega ali nič? Nič ne smem povedati. Čist nič? Ne, nič, to... Jaz še nisem tam, mislim še da ne vsega, ampak... Ne, nič, zato, ker, to nisem jaz ta faktor, ki se s tem v vesolju ukvarja, jaz se včasih malo čutim, pa ko se z ljudmi o tem pogovarjaš, pa itak misliš, da je presmoja, kar je pa itak samo ena od 10 presmojenosti, ki me prepisuje, tako ne meni, boli me. Si že se navadil na to? Pa ja, na nek način, ja, seveda, ne da bi bil žaljiv zdaj, ampak pač to tako je, Sej, veš, moj zdravnik mi je rekel, ne govoriti, da je kakšen presmojen, vsak je po svoje nor, Pa to verjetno je kar res, norost ni najslabša lastnost od kaj imajo ljudje, Malo može biti po moje. Pa bi za sebe rekel, da si pogumen, ali pa da si bil, ali pa mogoče, kako ne vem, to sem se spraševal, a veš, mogoče, ja, verjetno sem, ne vem, da še to določim, pogum ni nujno sam dober, ker lahko si tudi pogumno greš v pogubo, ali pa greš pogumno, kad deluješ, vedno si mi deloval kot oseba, ki ni strah narediti tisto, kar misli, da je prav. Sem po drugi strani sem bil presenečen, ko sem
Spomnim se, ko sem prvič delal s tabo. No, takrat mislim, da je bilo pri prvi obravnavi, da sem delal na tebi, ker je bil tok trd, da to je bilo brutalno. Ne? Ja, in me pa je presenetil, ker sem te poslušal, ker si razlagal, tega sicer zdaj koliko je 7 let, ne? Pa si mi doval tako odločno, pogumno, neustrašen. Ko sem se pa dotaknil telesa, je bil pa tok trd od strahu in je bila ta spet mogoče zdaj skozi mi Gregor odhod po glavi. Kaj on se mi zdi, da je mogel po eni strani biti odločno, pogumno, neustrašen. Zdaj, ali bil zaradi sebe, ali zaradi mame, ne vem, sploh kot otroke pogosto takšen, zato da ne razočara starša, ne? Da si starš tako želi, da bi otrok preživel, pa ga je po drugi strani ga pa strah. In tudi pol starš na telesni ravni ga je strah za otroka, na zunaj mu pa tega noče pokazati, mu kaže pa logično. Gregor je pogumen človek, ne? Ja, pošten še zraven. In seveda pa, če si 10 let v bolnici, ne, in če umiraš skozi, ima to svoje posledice. Ko sem rekel strahu, mene je bilo velikrat zelo strah, ker sem se seveda zapletel z zelo nevarnimi ljudmi, ne, in je šlo za glavo. In bilo me je strah neskončno, ne, ampak sem kljub samo stvari naredil do konca. Zdaj ne vem, a sem se jaz tu sam odločil, me kaj drugega vodil, je bilo pač neprijetno, ne, ker leta ob slovenski osamosvojitvi, ne, seveda malo prej, sem se jaz ukvarjal z drugačnim novinarstvom in sem odkril neko zadevo, ki se reče Grubeličevo orožje. To bil si raziskovalni novinar. Ja, sem veliko stvari. Danes bi tem rekli verjetno. Ja, se je bilo to takrat. Jaz sem se takrat zelo zapletel že prej z nekimi ljudmi iz Udbe. In seveda ni bilo prav prijetno, ker so mi, ne vem, avto razbili, preklamfali, šipe razbili, gume prerezali 20-krat, ne, in potem grozili, ne, skozi me na sodišču in potem, ker pa še to Grubeličevo orožje, ne, je bilo pa še hujše, ne, so bile pa veliko hujše stvari, ampak ni lušten, ne, če imaš otroka v vrtcu, pa lahko napišeš, ne, kdo ga lahko pride iskat, ne, in če imaš vsak dan v stanovanju, ne, v kuhinji vtiš črne roke, ne, to lahko moja bivša žena potrdi seveda, in odprto knjižico, ne, vsak dan je, potem obrišeš pult, zapreš knjižico in drug dan je isto in to se dogaja mesece, da ti pokažejo in te pač ustrahujejo, ne, in če veš, da je stvar resna in da kličejo tvoje starše, da te bojo bil in še Grega, ne, se enega z njimi skregal, da jih bo vse prebuto, ne, ker samo številko enega magnuma omenili, no, in to je bilo tako kar zabavno, verjetno je bilo za starše zelo hudo. Zabavno je bilo. Tudi mene je bilo seveda zelo strah, tako da ko sem jaz hodil v Bohinj na vikend, sem hodil zato, ker nisem hotel biti doma, ker sem se bal, da bo se moji hčeri in ženi kaj zgodili in sem pač bil se zabarikadiran v tistem vikendu in me je bilo seveda na smrt straha, ne, ker sem točno vedel, kam sem se spravil in je šlo pač za resne stvari in potem sem imel še nekaj teh težav s cestno-prometnimi predpisi, ki še avto drgam, ker sem jaz hotel jeti in to se je zgodilo 2-krat, ne, in te zadnjič pred 15 leti in ko sem vedel, da to se ni slučajno zgodilo, pač ni bilo prijetno. Še toliko manj, ker so bili zraven ljudje, ker niso bili čisto nič krivi pred 15 leti, ne. So bile pač stvari, pač nekomu sem se zelo zameril, ne. Zagotovo sem pokvaril nekomu velik posel, ne. Strah me je bilo, da me ni mogel biti bolj, ampak kljub temu nisem pa mogel nehati, ker se mi zdelo, da je to, kar počnem prav in se seveda pol izkazalo čez 30 let v predstavi Republika Slovenija, ne, da se nisem lagal, ne, ampak da sem napisal tisto,
kar je bilo res. Je pa res, da so to informacijo meni moji informatorji prenesli drugače kot drugim neumnim novinarjem. Ne. Tudi jaz sem neumen, sam drugače. Ne. Oni ti dajo 9 pravih informacij, ta 10 pa lažnivo. No, jaz sem bil malo specialce, ne. Je bila pa 10 tudi resnična, ampak veliko hujša. In to je bilo, da sem pač napisal, da je Slovenska teritorialna obramba, ne, kupila tisto orožje, ker je v Kočevski reki pol. Pa se pa potem razpisali po Evropi, v Italiji, in pa nisem smel v Italijo in tam sem me tožili in kar stvari se na to obesili in pač nisem potem imel dobrega občutka, ne, na prehodu za pešce, ne, na kolesu. No, to te pa pusti, ne, ta strah. Kako dolgo je to trajalo? Od začetka je trajalo 3-4 leta. Ne, trajalo najprej 5-6 let, potem je bilo malo pauze, potem je pa spet v nekem trenutku zaradi enega uvodnika se je spet zgodil in ne bom govoril o uvodniku, ampak poklical me nekdo in je rekel, živijo gospod Kališnik, kličem vas iz New Yorka, zelo vas, ne vem, če je res, ne, zelo vas cenim, občudujem vaš pogum, ampak vi boste do novega leta ostali brez časopisa in brez sodelavcev. Ne. Zdaj, če koga zanima, kdaj se je to zgodilo, ne, od ljudi, ki ne poslušajo, ne, lahko to mirno preverijo in ja, to se je zgodilo. Ni bilo več časopisa, kot je bil, je ostal samo rekreativni del poleta, vse drugo, ne, normalno, je šlo in moji ljudje so odšli. Moram pa povedati, da takrat so bili drugi lastniki dela, ne te, ki so zdaj. Ne, te so drugačni, pa bo kakšen moj kolega zdaj rekel, kaj so drugačni. So drugačni, dragi kolegi, ko se niste izpostavili nekateri in ne veste, ne. Vi ste se izpostavili za svoje interese, ne. Popolnoma razumljivo, ne. Takih, ki bi se pa tako malo bolj izpostavili, jih pa ni bilo toliko kot tistih drugih pametnih, bom rekel, ne, pa normalnih. Ne. Nekateri smo pač drekali in se nam je zgodilo, kar se nam je, ampak tega ni nihče drug kriv, ker smo se sami za to odločili. Ne. Nihče nas ni namenoma pač potem dal v svet ole, ne. Pač nekateri pač smo pa malo fasali, ampak vse smo sami za to prosili. Tako da jaz, tudi ko je bilo možno, da bi mi nekdo povedal, ne, kdo mi je stvari naštimal v življenju, sem rekel, da nočem vedeti. Ne. Ker se ga nametal, pa ga srečo pa naredil pač nekaj, kar ni dobro. In se ni važno, je pa to ti pa pusti, ne, recimo za cel življenje zdaj pusti nek strah, ne, tudi ker pa nekdo z mojega sorodstva, neki bolanci na posebnih zadevah in ga je potem nekdo tam v bolanci vprašal, je tvoj oče ta pa ta, ne? In je rekel, da sem pa delal tam pa tam, ne? Sem imel zelo slab občutek, ne? Ker so bili pač ljudje, ki niso bili prav, ne on, ampak njegovi kolegi pač niso bili fanti, s katerimi bi se zafrkaval, ne. To danes je to seveda za ljudi nakladanje, ne, pač če si bil pa zraven, pa se je itak pač pozabila, ne, pač, ko sem prej govoril o novinarski solidarnosti, ne, pač ni bilo razen urednika, ne, če sem jaz mogel prositi za orožni list, ne, ni bilo seveda enostavno, ne. Jasno, da ga nisem dobil, ne. Ker so ljudje čakali, da pač se zrušil, ne. To ostane človeku, ta strah, ki veš, da ni več heca, to pa ostane človeku. Je pa takrat zelo dobro sebe spoznaš, ne, pač si priznati, da si tudi pusi, ne, ampak še zmeraj narediš, ne. Pač nekaj tudi med vojno potem spoznaš v kakšni situaciji, kot je bilo, ne. Pa naučiš se ceniti vsak trenutek, ki je lepa, ne. To se mi zdi, da sem pol kasneje, ki mi je šlo boljše, ne, v narekovajih, ne, da sem malo pozabil, ne. Pa zdaj pa se mi zdi, da se spet tega vedno bolj zavedam zadnja leta, no. Teh lepih trenutkov, pa teh
pa tudi spominov na novinarstvo, ki so bili zelo lepi, ne, čeprav potem aferi z orožjem je za me novinarske kariere na nek način konca, ne, potem sem se selil po časopisih, ampak sem potem sem imel srečo, da je prišel polet in da sem v tem poletu kot urednik in sourednik imel možnost, da sem pa rekreacijo lahko predstavljal ljudem drugače, očitno tako, da jim je bila všeč. Odkot je pa prišla ideja za polet? Ni bila tvoja? Ne, ideja je bila nastala od gospod Apih, Jure Apih na delu in potem so iskali urednike in seveda, čeprav po marsičem sem bil jaz verjeten zelo lahko v igri, nisem bil, ne, ker pač nisem verjetno se kakšnemu zdel primeren, ampak potem kasneje sem bil pa zelo miren, ker sem itak vedel, da bo na koncu do mene prišli. Ker sem čutil to, ne. Imel sem pa srečo, da je bil ta drug urednik in zelo čudovit fan, Boštjan Tadel, 4 sva se ujela. Moja naloga je bila, ker je prišel on iz oglaševanja, je bila, da pazim na njega, da ne dela prevelikih bedarij, ne, ampak je zelo inteligenten fant in zelo redu človek in zelo sposoben. In sva zelo lepo sodelovala. Žal je pa on potem, ko so prišli na delo nazaj ljudje, ki so bili iz ta desne strani, je pa on začutil, da to za njega ne bo dobro. In je šel, no in potem je mene poklical Danilo Slivnik, s katerim sva imela bogato in nič luštno zgodovino, zelo zajebano zgodovino in me je poklical in je rekel, ti boš pa zdaj urednik poleta samostojno. Se vem, da sem ga že prej veliko delal, ampak zdaj pa samostojno, ampak nimam drugega, zato boš ti sam narediš 3 napake, pa greš, ne. Pa sem rekel, Danilo, se ti zahvaljujem za zaupanje, vem, da ti ni lahko, ne z mano, ne, ker s takim ni lahko, ne. Ampak, mi poveš, ker je 3 napake naredim, vmes kar danes, pa me kar odpustil, brez vede, da se zabavava, ne. Pa me vrgo ven iz pisarne, ne, pa sem lahko delal polet z ekipo, seveda, nič nisem naredil, samo vse z ekipo, ne. In smo potem delali neko revijo, ki je bila po mojem mnenju najboljša revija kadarkoli v Sloveniji poleg Sobotne priloge, ne. To je pač moje mnenje. Kakšen bo rekel, da je to lahko tudi mladina in bom rekel, ja, lahko je tudi, lahko pa tudi ni. In kak je bil tvoj osnovni motiv? Za rekreacijo? Da si zaenkrat še za polet. Ker zdaj, ker si bil med glavnimi, ali pa tudi glavni med v svoji ekipi, pa smo mogli imeti očitno tudi zelo velik motiv, da bi rekreacijo razširil. Ker zdaj polet je bil, sam sem nekaj pisal, par člankov za njega, je bil namenjen večanju razumevanja ali pa znanja o rekreaciji, ne? Ali se motim? Ja, na koncu, seveda, ko je ostala predvsem rekreacija, ja, ne, ampak kak so bili pa začetki? Začetki so bili pa, da bi to zelo kakovosten časopis Lifestyle, ampak vse stvari so bile zelo dobro napisane. Jaz sem imel veliko srečo, da mi je usoda pripeljala na pot izjemne novinarje, ne. Izjemne novinarje, to so bili jaz pravim, da so bili to pač za ta časopis zagotovo najboljši in nekateri med njimi so še vedno zelo dobri novinarji, nekateri so se potem, ko so mogli let, so se omaknili v druge poklice. Zanimivo je bilo, da so zelo težko dobili službe, ne, to so potem so videli, da teorije zarote, ki se menijo, tako ko sem malo starejši, so me zabavali, da kaj pa mogoče so stvari tudi povezane, ampak imel sem tako dobre novinarje, da so v bistvu znali narediti super časopis in sem se jaz potem lahko še bolj posvetil rekreaciji, za katero sem pa čutil, da je to ena redkih stvari, ki ljudi res lahko naredi zadovoljne vsaj en del dneva, ne. Nima nekega ideološkega preznaka. Ne, noben, ne, samo daj si nekaj prvoš, da se boš bolj počutil, a ne. Seveda sem jaz imel tle neke očitno stvari, za katere ti sam vedel, ne, ker ko so pa ljudje tistega časa ugotovili v časopisu, ne, da so začeli ljudje, ki so pa prej brali resne stvari, pa niso rekreacije, brati rekreacijo in narobe, ne, mi,
glupi rekreativci pa začeli normalne stvari brati, je prišlo do prepletanja in se seveda začeli tisti ta pametni celo ukvarjati z rekreacijo, je pa postalo presečišče, ki je bilo pa izredno močno. Ne. In bili smo bolj brani kot delo, no in potem pa ni bilo več dobro. Ne. Premočni smo. Predober je, pa ni dobro. Mogoče je ta pač to bila cena te rekreacije, ampak videli pa smo, da so ljudje nam verjeli. Ne. Nam so verjeli, ker mi smo to res s srcem delali. Ne. In še vedno pravimo, da je prosti čas in povezan s športno rekreacijo je ena najbolj kakovostnih, seveda na različne načine, kolikor ga dojemaš, ne. Ampak zelo je pomemben predvsem za otroke, ne. In to je narobe, da mi z otroki premalo jih spravljamo v šport, ne. Bog ne da vrhunskega, ampak v šport, v gibanje, ne. In seveda tudi ne vemo, da nekdo, ki je pač starš, ki otroka spravi v rekreacijo, potem z njim raste, ne, tudi ta starš na koncu, ki se bo rekreiral, ne, bo to v bolj kakovostni in dostojni starosti prispevali. Predvsem se bo pa zgodilo to, da boš ti manjše breme svojim in manjši strošek za družbo. Ne? In dolgotrajna, mi smo po letu začeli z dolgotrajno oskrbo, pravzaprav že leta 2003, ko smo ljudi spravili v rekreacijo. Pač to je dolgotrajna oskrba. Ne takrat, ko ležiš, pa te oni sorodniki že gor kličejo, da je priđe povar. Ne, dolgotrajna oskrba, da ti relativno kakovostno čim dalj časa živiš. Ne? In seveda moč rekreacije tudi v druženju. Ne? Vsekakor, socialni stik je velika. Ne? Kaj imam jaz izkušnje, tudi ko delam z ljudmi, ne, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo, je ta odsotnost dovolj visoke čustvene zrelosti, da bi oseba prepoznala, to, ko si tudi sam danes zelo lepo povedal, veliko tega, koliko zlorab je bilo v tvojem življenju, ne? V kakih okoljem si se sploh rodil, pa odraščal, ki je spet, na katere so vplivale zlorabe iz preteklosti. Ne? In pa, kaj se zgodi, je, da ta oseba tudi ne more, ki ima, lahko rekli, neko selektivno slepoto, prepoznati, kdaj zlorabo, ki je bil deležen prej, pa v vsakdanjem življenju uporab in je sploh ne definira kot zlorabo. In tukaj pa se v športu in v rekreaciji pride zelo veliko te zlorabe. In pa če ti otroka uvajaš v rekreacijo ali pa v šport, pa niti ne veš, da ga zlorabljaš, pa seveda tudi on dela isto. Ne? Zelo težko biti pameten športni zelo odgovorno je biti pameten športni starš. Ne? Tako, kot je bil en od motivov, ki si mi rekel, če bi takrat za polet kaj napisal, sem pisal predvsem o tem, ne, da se ljudje, da se bralci bi razumeli ali pa izvedeli, da obstaja senzorno-motorna amnezija, ki ti v bistvu toliko odtuji od telesa, da ko se ukvarjaš športom, da bi bil zdrav, ne? Zdrav duh v zdravem telesu, da v bistvu niti ne moreš določiti, do kje je to, kar dela zdravo, od kje naprej pa ni več. Ne? In pa je tudi ta in pa seveda, če je poln zlorab v okolju, v katerem živiš, naj si bo v prometu, naj si bo v predelu, tako kot si razlagal, ne z časopisom, ampak delu kot dejavnosti, v medsebojnih odnosih, ne, zloraba hrane, kemičnih substanc, teh variant je malo morja, alkohola pa podobno. Ne. Pa je seveda zelo težko tudi ne zlorabljati športa ali pa rekreacije. Ne. Ja. In se mi zdi, da tudi to je kar je to, rekreacija ima po moje zelo velik faz pri vsakem človeku. Se spomnim pred leti, ko smo imeli tekaške skupine na poletu in je dr. Škof vedno naredil predavanje na DIF-u, ne, in sem vedno pozdravil te tekače nove, da pač bi najprej rad povedal, da tek ni zdrav, ne, in to je res, ne, tek ni zdrav, ker zelo malo ljudi, recimo zdaj v mojih letih lahko še teče, ker so pač poškodbe, ne. Je treba, tek je sjajen, je najlepši, ne. Je pa treba seveda modro teči, in tudi teka se treba naučiti in je treba pač teči po pameti, da ti lahko res uživaš. Ne. Ni treba teči hiter, ne. Dobro je, da lahko tečeš dolg časa, ne daleč, ampak dolg časa, da tečeš, ne. To so
Pa zakaj? Ne? Ja, zakaj? Potem so seveda, tudi so rekli, da ti vzem tega človeka v skupino, prosim, on je pa to korit, ne. In ga vidim človek, ki je bil pač ni bil samo težava, je bil tudi bedak, ne. In lahko pač reče, da je bil bedak in to tako šola bedak. No. In potem, ko je začel laufati, ne, so rekli, zdaj bo pa on rato res, ko bo pa ta rekreacija spremenila. Ne, mi smo sam naredili dober treniranega bedaka, ne. In ko je bil dober treniran, je bil še bolj naporen, ker je imel več kondicije in ga je bilo še težje prenašati, ne. Mislim, tudi to je lahko ena pot, če ti ne vzameš gibanja kot nekaj, kar je dar, ne. Danes... Ja, ker vse v kao vlagaš čas, pa pozornost se krepi, ne. Zdaj pa, kaj to je pa in drugo vprašanje. Športna pač rekreacija, katera meni ogromen, mi pomeni, zelo pomemben del mojega življenja, ni pa edini, ne. Ker če misliš, da je rekreacija bistven del tvojega življenja, ne, nisi na pravi poti. Ja. Nisi priloga. Ja, tako bi polet bil ja, priloga. Recimo, ti moraš pač tudi vedeti, kaj se dogaja po svetu, v kulturi, v znanosti. V Sloveniji imamo izjemno kulturo, izjemno znanost, dosežke. Moraš malo vedeti, kaj se dogaja pravzaprav tudi za robom uradne znanosti ali pa spoznanj. In vse tisto je treba kaj prebrati, dobre brati, ne? Se si rekel, da ste naredili presečišče med Ja. delom pa poletom, ne, in ste dali oboje. In to se mi zdi, da zamujaš, ne? Recimo, čim ti začneš iskati svojo destinacijo za dopust, glede na to, koliko je tam dobro za kolesart, ne? To ni najboljši znak, Že odvisnost, ne? Daj ti pol, ja, ali pa daj, okej, ne, kaj boš pa ta drug dan, ne, se jaz sem, ko govorim o tem, govorim o sebi, seveda, ne. Ste najbolj. Ja, ne, pač jaz sem tudi seveda tako, ne, ker vedno dve kolesi s sabo vzel, pa superga karkoli, pa še čovan, pa brez veze, skoraj to popol tam nahvaral. No, ampak je Da bi šel z blazino Ja. brati. Ja, no, ampak pač to ne, pa tudi ni dobro, da ti na tehtnico samo zaradi tega stopiš, pa gledaš svojo težo, da boš hitrejš v hrib, ne, pa ne ješ stvari, ki so ti všeč, ali pa ki so dobre, ne, to ni logike, ne, sej hrana je z namenom na tem svetu. Eno je, če ti je šport poklic, drugo pa če ti je Seveda, ne, ampak rekreacija, tako, ko meni prav Hempi, ne, moj eden najboljših prijateljev, res sonce od človeka, ne, on ne prav, da veš, jaz pa včasih teh rekreativcev ne zastopam čez, ne, in sem rekel, ja, sej je še sebe, ne, ampak je pa mogoče, če imaš možnost, da pa tem ljudem te lepe dneve narediš malo bolj normalne, ne. Smo pa tudi nekaj naredili in mislim, da smo se v poletu to trudili narediti, da je pač najprej je bilo tako, da se jih je rekreacija prijela, potem s časoma pa jih tudi malo ustavljati in to so pa že zamerali, ne. To so pa nekateri že zamerali, prav toliko ljudi si navdušil, lej, še bilo tako nagrade so ti dali, ne, ker sem jo res dal, ne. Zdaj pa ljudi ustavljaš, a ne. Potem, ko sem rekel, da zamujajo svoje otroke, družine, pomembne stvari druge v življenju, ne, ja, ne, to je drugače, to je zdaj treba iti pač laufati, pa to vsak dan, pa premetavati kvihte, ne, doma ti pa otroci rasejo, ne da bi videl, kaj se z njimi dogaja, ne, če to normalen, ni, ne, ni normalen, ne, ni, to pa ni normalen, potem se ne moreš ti v šoli zgovarjati, da je učitelj kriv, ne, za tvojega otroka. Ni kaj veliko spremenil, ker recimo, ko delam z ljudmi, pa ko vedno gremo nazaj, ne, si poslušal, da fotra ni bilo nikoli doma, kaj je zida okrog, ali pa kaj je kamion vozil, ali pa kaj je to delal, ali pa sicer ne povejo, da ga ni bilo doma, zato kaj je športal, ampak je delal, ne. Pa njegov sin je pa delal pač manj, je pa športal več, ampak skupen čas, koliko je bil doma, pa koliko je on se svojim sinom ukvarjal, pa podoben, koliko se je njegov oče z njim ukvarjal, sem razlog je drug. Ja, je to napredek ali ni,
je pa vprašanje. Ne? Mislim, če oče zidil hišo, ne, je bilo verjetno to bolj modro, kakor pa da... No ne, samo govorimo o odnos Ja, seveda. starš otrok, je bil pa podobno. To hočem se hotel povedati. Ne? Verjetno se v zgodovini niso bile stvari tako zelo drugačne, kakor pa mi danes mislimo, ne, da so. Ne. Ampak otroci so pomembna zadeva. Ne. Otroci, ki so mehni, če jih zanemariš, je to katastrofa. Ne. In to, kar se danes v družbi dogaja, da so učitelji krivi za vse, kar so otroci v šoli, ne, mislim, to enostavno ne drži. Ne. Mislim, mi, starši, ne, smo tisti, jasno imaš lahko bedaka učitelja. Ne. Ja, oni izobražujejo, mi pa ampak mi smo pa, po moje smo pač mi odgovorni za to. No, jaz pa sem, moji prijatelji, predvsem pa pač prijateljice so zelo, se ne pogovarja več z mano, ne, ker sem jim to povedal, ampak se ne rečem, imam prav, ampak se mi zdi, da smo za otroke pač mi odgovorni, nihče drug. Vse je za svoje... Ja, do določene starosti, tudi zakonsko odgovornost. Ja, seveda si, seveda. Otroci hitro grejo, ne tako drugače. Kako te pa je to, kar si v poletu ustvarjal, izpolnjeval, ali pa si se pol, kar si tisto preobdobje, kar si razlagal po vojni za osamosvajanje, ki je bilo zelo težko, si pa v bistvu dobil tukaj neko žetev. Srečen sem bil. Jaz sem bil srečen. Si šel pol, te bil tisti del tvojega življenja, ja, to je najlepši del, ne samo poklicnega življenja, mojega življenja nasploh. Jaz sem bil srečen, jaz sem zelo rad hodil v službo, zelo rad sem pisal, urejal sem po nekem, pač sem prišel sem, po intuiciji, ampak ker smo se skupaj dobili ta pravi očitno. Ja, srečen sem bil, ker sem imel tako dobro ekipo in predvsem sem bil pa vsak četrtek srečen, ker sem dobil roke revijo, kadar je bila dobra. Ne. To je bilo to čakanje na polet, ki si ga dobil, ali še v redakciji en dan prej, ali četrtek v službi, je mene usrečeval. Če je bilo dobro, sem bil, me pa nasplošno moje novinarsko delo me je usrečevalo in kako dolgo je to trajalo? Pravzaprav sem bil jaz srečen v svoji službi na nek način do trenutka, ko sem se poslal. Je pa seveda bilo potem proti koncu to čist neka druga zadeva, ker je bil pač polet v resnici ukinjen z dekretom, a ne. Če bodo od ljudi, ki so to naredili, to slišal, ne, jim lahko kdaj tudi na samem povem, ne, pa za enega pa mogoče pa bolj, da se ne srečava. Jaz sem rekel, dajte mene, ker sem pač zajeban umaknete, ne, pa dajte drugega za urednika, pa bo naredil, ne. Ampak žal je bila potem še pod prejšnjim lastniki revija suspendirane, potem so neki napol izdelki hodili ven, ampak jaz sem bil še vedno srečen in ko sem delal, ne, pa sem igral s kartami, ki sem jih imel in potem je pač čisto samo rekreacija in samo probam na tem področju narediti najboljš, kar znam, ampak novinarsko delo je zame bila sreča in sem srečen, da sem lahko delal na delu in ne bi pravzaprav si mogel želeti lepšega poklica, pa tudi če vzamem vse tiste stvari. Ne. Je pa res, da so bile pač včasih tudi na delu večje število ljudi, večje število novinarjev, tudi drugih zaposlenih, tiskarjev, ne, tudi nihče ne reče, koliko so bili pomembni, recimo tiskarje, pa delavci tako rekoč v proizvodnji, tudi oni so del časopisa. Ne. Jaz sem jih kar nekaj poznal, meterjev, korektorjev in pač bili smo klapa, bili so to v redu, zanesljivi ljudje in lepo življenje pravzaprav, niso spomeni, ne, to je življenje, to je bilo lepo življenje, ki pravzaprav še vedno to traja. Vse ta duh tega novinarstva te nikoli tako impregniran tebe, da se ga ne moč več verjetno, izgubiti. Saj so tudi novinarji, ki so bistveno več naredili
od mene, jaz sem malo neznačilno delal, ne, ki so bolj, tako bom rekel, čisto po prepričanju novinarji, ki se tako odzivajo na dnevni ravni, ne. Jaz nikoli nisem imel na dnevni ravni, sem imel na tedenski, pa mesečni. In jih zelo spoštujem, ne, kako se odzivajo, kako delajo. Na koncu pa še zmeraj tako, ne, si ti pač pošten novinar, ne, ali si pa pač en pusi, a ne, ki se uklanjaš vedno znova lastnikom, pa še slabš pa, če se uklanjaš ljudi izven časopisa, ne, to je pač žal bolezen slovenskega novinarstva, ne, in to je tudi slovensko novinarstvo pokopalo, ne. Niso jih lastniki pokopali medijev, ampak novinarji smo jih pokopali, ker nismo bili dosti pogumni. To je moje mnenje, pa danes nisem dobil prijatelj s tem. Kako pa vidiš prihodnost? Novinarstva? Zgleda, ChatGPT, oziroma umetne inteligence, pa vsega, kar zelo pomembno bo, kaj se bo zdaj v naslednjih 2-3 letih zgodilo, ne. Tukaj bo pa vloga lastnikov zelo pomembna, ne. Če bojo preveč izobraževali novinarje, kako uporabljati umetno inteligenco, ne bo dobro, ne. Ker umetna inteligenca je izjemna zadeva, ampak je tako, kot je bil računalnik, je prišel, ne. To je najboljše orodje za človeka, ki zna vprašati. Ampak da znaš nekaj vprašati, moraš najprej nekaj znati. Ja. A ne? Moraš čitati, a ne? Jaz, ker nisem na fakulteto dovolj hodil, sem ogromen čital različnih stvari, ne. In sem mogel veliko več prečitati, verjetno, kot kakšen drug, da sem potem kaj znal, a ne. Samouk pa. Ja, pa doma smo imeli ogromno knjižnico, imam srečo, ne. In ta ChatGPT je, kot jaz razumem, izjemno orodje za preverjanje informacije, ne. Ampak če imaš pa ti glavo tako, ne, da ti to ne pride na pamet, da bi pa preveril, ne, in tega je v Sloveniji danes v novinarstvu preveč, potem pa ChatGPT samo pomaga članek napisati, ne. In ga zna dobro napisati, seveda, ne. Sijajno. Samo ne drži, ne. Kak je bil tvoj odnos do pisanja na splošno, če življenje, če bi potegnil eno premico? Pisanje? Od takrat, ko si se naučil pisati, pa do zdaj. To je pa... Kako si se razvijal, kako sam sebe vidiš, tako, če bi... Kako si pisal v osnovni šoli, spise pa... Dobro, pa v gimnaziji tudi. Pa pisanje me je rešilo. Pisanje me je... Bi rekel, da je tvoje poslanstvo, strast ali beg? Strast. Nikoli nisem bežal s pisanjem. Če bi bežal, bi pisal knjige, ne. Jaz pa vem, da knjige ne smem napisati, ker me bojo fentala, ne. In pa preveč ljudi bi prizadel tudi, ne. Pa bi jih upravičeno prizadel ali neupravičeno? Bi si zaslužil to ali... Ben človek si ne zasluži, da ga namenoma prizadaneš, ne. Ne bi želel tega, ne. Ja. Ampak sej življenje poskrbi samo, ne. Strast, zagotovo strast in pa seveda sreča, da so nekateri ljudje vame verjeli in da sem lahko začel škrebljati, ne. Ker oče je rekel, ti tudi za špricer ne boš zaslužil s tem, kaj delaš, a ne. Ampak sem rekel, bom tvegal, ne, kot te jebe, ne. Saj sem mu tudi rekel, ne. In to, ker je on mi to rekel, mi potem seveda, a ne, on je resno pisati, ne, pa zelo bi razgledan, brihten, načitan, izobražen in ko mi je on to rekel, ne, sem rekel, veš, to pa to tako, ne, kot takrat, ko me ni speljal na tekmo, ko sem prišel na Iliriji v prvo petorko, ne, in sem 2krat na dan treniral, da sem prišel prvo petorko, ne. Kjer šport? Košarki, ne. In sem dolg časa 2krat na dan treniral, da sem prišel prvo petorko in igral in potem ni bilo prevoza v nedeljo, ne. In sem prosil, če me pele, ne, na tekmo pa me ni, ne. Sem mu ni dala tudi v garažo, ne. In tisto tekmo sem zamudil, pol pač ni šla več, ne. Sem tam prišel zamuda, prišel gor za jebo tekmo in po konc, ne. In sem rekel, ne... Si prišel na tekmo? Ja, kasneje, peš. Peš sem prišel iz Bežigrada na Slovana v Balon, ko smo igrali s Slovanom, ne. Sem zagral za slabo igral, pardon. In potem mi pač ni šla več dobro naprej, ne. In sem rekel, to tekmo, ne, bom pa pač odigral sama, ne,
In sem potem pač pustil tisto službo v šoli, pa je bila lepa. In pa sem imel že otroka, ne. Sem rekel, bom tvegal vse in če mi rata. In potem sem pisal, vedel pa sem, da moram biti malo drugačen, ne. Če hočem biti prepoznaven. Ampak jaz sem še malo drugače rodil. Mogoče tudi tako, ne. Foter me itak en časa bi tak klical, pa bekne, pa butar v prvem razredu, ne. Tako da ni bilo prav težko biti drugačen. Pa je bil dobrična oče, ne. Ga zelo pogrešam, seveda, ja. Bolj sem mu podoben, ker sem si mislil o dobrih stvareh, ne. Njegovih dobrih, ne. Da jaz sem, ja, bolj. Tako da sem hvaležen za življenje, ne. Kakšne imaš pa načrte? Zdaj si od marca lani Penzijonu, si v ja. penzionu. In kako si preživel ta let pa pol zdaj? Veš kaj, meni Se ohladil ali... mene življenje tako pripeljalo, da sem ostal brez premoženja, ne. In sem potem toliko zbral, da sem z mlajšo hčerjo in partnerjem skupaj kupil hišo, jaz sem 1/3, tle v gozdu, ne. In sem v bistvu 7 mesecev s veliko pomočjo prijateljev, ne, tudi finančno, ki so mi posodili denar, to stanovanje uredil, da sem zdaj na svojem in lahko v miru delam. In tudi, ko so oni štemali, sem jaz pisal, ne, daj, ker sem mogel kaj delati, ne. Ker sem imel na čakanju pa na koncu, ne, in tista podpora ni lih za razmetavati, če gradiš, ne. No in potem sem pač ugotovil, da sem zelo srečen tle gor in da moram pisati. Nisem pa jaz odšel z dela s končanim delom. Jaz v poletu nisem končal. Nisem naredil stvari, ki bi jih želel končati, in zato sem se pač odločil, da bom naredil novo spletno stran, ki se bo imenovala Novi polet, in bo to pravzaprav relativno kmalu v javnosti. S tem, da to ne pomeni, da bi jaz želel, recimo, da tisto, kar je pod imenom Polet na novicah, propade, bog ne daj. Novice so druga vrsta časopis, druga vrsta pristop do rekreacije. Jaz bom pa naredil tisto, kar malo čez tisto, kar pišejo v slovenskih novicah, ker delajo dobro in delajo ampak v maniri slovenskih novic, ne, da se drugače ne morajo. Jaz bom pa delam pa malo bolj zares, malo bolj obširno in rekreacija kot vse, kot somatika, vse. To je somatika, ne. Zdaj, ali je tudi klinična somatika, ne, ali bo kdaj tudi AEQ, ne vem, ampak celostno, no, se pravi po vseh različnih športnih početjih, pa da so stvari preverjene, ne. Kajti dodatno me je pa k temu spodbudilo to, da sploh ni več nobene mere pri teh influencerjih, ne, ker kakor govorijo o rekreaciji, ampak v resnici samo nekaj prodajajo, ne. Ja, seveda, se zato pa je influencer, ne. Ja, in to pa ni najboljše za rekreativce, zlasti pa za mlade ljudi, ki se spravljajo v gibanje, ne, ker seveda oni živijo samo v virtualnem svetu in dober influencer, ne. Nekateri so tudi dobri, seveda. Mislim, če si influencer zato, da prodaš, ne pa zato, da nekaj poveš, je to lahko za mladega človeka zelo, zelo slabo. Pa tudi za kakšnega starejša. Zlasti pri prehranskih dopolnilih je zelo čuden prostor, ne. Zelo čuden prostor in ni regulirano in to ljudje jejo in goltajo in mislijo, da bo dobro. In potem so pa to sami sebe... Bližnjice so, ne? Ja, na koncu pa ni bližnjice, ne. Bližnjica je najdražja. Ja, in potem je pa kljub temu, da toliko stvari sintetičnih pojedo, pride do tega sindroma relativno energijskega pomanjkanja, jim ni jasno, da so pregoreli, kljub temu, da skozi se ne praške jejo, ne. So pa popolnoma razpadajo zaradi tega, ker ogromno športajo, ampak nič ne jejo se, ne, pač telo potrebuje, ne, tle pa ni, prej si rekel zdrav duh v zdravem telesu. Meni je rekel in gospod, enkrat me je poklical,
član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, mislim, da je patolog, je rekel, Primož, pa se še redno rekreira, star 90 let, po moje, gospod Kordaš, je rekel, veš, ni zdrav duh, v zdravem telesu je najprej zdravo telo in potem zdrav duh, ne. No, potem seveda sem razumel, kaj je hotel povedati, da ste oboje ena stvar, ne. In to je somatika pa, ne? To je somatika, ker reklo zdrav duh v zdravem telesu, to je bilo v 2. 3. stoletju v Rimu, ki je Juventud pesnik hotel povedati Rimljanom, ne, da najraje molijo za zdrav duh v zdravem telesu, kot da molijo za denar pa za moč, ne. Potem so seveda to geslo prilagajali v renesansi, v totalitarnih režimih, tudi Sokoli so ga vzela, ne. Ampak ne drži, ne, tisto geslo je bilo mišljeno kot moralno, pa je bilo potem spremenjeno, definitivno pa drži, a ne, da zdravo telo po mojem hrani zdrav duh in zdrav duh ga pa potem nagrajuje in usmerja, ne, ampak je pa zelo pomembno, ne, kaj ta zdrav duh pomeni, ker telo se lahko nauči ogromen gibov, ne, ampak če mu pa telo ne pove, kaj je smisel teh gibov, pa mi zamujamo v življenju eno res veliko stvar. Ja, lahko tudi gledaš, da je recimo zdravo telo, rečeš, da je kura, ne, zdrav duh je pa jajce. In pa bolj kot zdrava kura, bo imela zdravo jajce, iz bolj zdravega jajca bo pa prišla nova, še bolj zdrava kura, ne. Samo težava je pa glih v tem, da tukaj bi mogel pa še dodati eno plast, ne. Ko imaš zdravo telo, pa zdrav duh, manjka pa še okolje, ne. Ja. Point je pa, da okolje vpliva na telo, telo pa vpliva na duh, ne. In zdaj, če okolje ni zdravo, boš težko imel zdravo telo v nezdravem okolju in je pa nemogoče, da imaš zdrav duh v nezdravem telesu, v nezdravem okolju, ne. Zdaj, potem vsem, kar si danes povedal, se veva oba, ne, da je okolje veliko bolj nezdravo kot zdravo, ne. In sem še bolj postaja nezdravo in je pa zelo, zelo težko, oziroma nemogoče imeti zdravo telo in zdrav duh, ne. Zato je tudi, če gledaš tudi na ta, recimo temu, somatski celosten način, ne, lahko pa narediš iz mnoga poleta na nek način klinično somatiko, tako kot si rekel, ne. Zdaj razlika med somatiko in klinično somatiko je, da somatika je več področje, ki obravnava nekaj celostno, klinična somatika pa je, da ta somatsko obravnavanje določenega področja zdravi nekaj, ne, imaš pa klinično somatiko, ne. Ali pa opozarja. No, vse opozorilo, pa lahko rečemo, da je tudi lahko zdravilno, če ga upoštevaš, ne. Seveda, ja. No, zdaj, kako si rekel prej, je pa še naprej, ne, nad tem somatiko, klinično somatiko je še eno. Veš, mi smo že, zagotovo, seveda, Ja. pač jaz sem tle še ponižen pred to zadevo, ker premalo poznam, ne. Ne bi želel nekaj početi, kar ne poznam, ampak že, če se vrnem, ne, kar si zdaj rekel, jaz sem že v poletu imel občutek, da smo mi somatika, ker smo stvari skušali celostno že zato, ker sem bilo noter v časopisu in ekonomija, politična ekonomija, kultura, šport in rekreativni šport. Je bilo celostno, ne. In zdaj... Bi rekli, da je bil časopis somatski. Ja, je bil zagotovo, ne. In zdaj bi pa v novem poletu, jasno ne more biti to neki remek delo, če ga jaz financiram iz svoje penzije, ne. In da pro bono prodela tam moja hči in njen partner, ampak... Kako si pa že v življenju začel z nizkih vej? Velikrat. Torej. Velikrat in takrat sem se največ naučil. Veš, ko nisem več urednik poleta, ko so me pač hotel uničiti, pa me nisem mogel prej, takratni direktor, ko mi je iztekel mandat, ker tudi takratni lastniki me niso hotel zamenjati, ker smo delali. Jaz sem potem iz urednika poleta šel na vnašalca podatkov na internet. Tako sem me kaznoval, ne? Ja. Ne? Pa niso bupal. Ne, in tista urednica dela, ne, je neskončno uživala, ne, kaj me tja dala, zato ker jaz njenemu možu, ne, ki je znani potopisec, nisem hotel objaviti ene za lulček reportaže, ne. To je tako je. Nekvalitetna, recimo. Ja, ni bila kvalitetna, ne. Ja.
100-krat preprane štumfe kot nove prodajati. Ne? Ampak takrat, ko sem bil, se pravi, čist brez, ne? Vsega, tudi finančno, sem živel z 200 evrov na mesec, ker sem imel še pač kredite, plača je šla in plačeval sem za otroke. In takrat sem bil blazen zadovoljen, ker sem vedel, da sem mogoče malo pozabil, kako je, kadar ni dober, in takrat sem prišel svoje naredil, kolikor sem pač znal, in potem, ko so to urednico odžagali, ki je šla ona po stopnicah dol, sem čutil njen korak, kako je bila žalostna, Jaz sem pa pod nos sedel ves čas in to slišal sem njeno kikirikanje ves čas, do tisti dan, ki je šla tako Boga dola, ni bilo lušta, nisem želel, da jo vidim in sem šel predno ven iz pisarne, ker sem pod nos sedel, to je bila ena taka konstrukcija, in sem šel domov, ker nisem si želel naslanjati ob njeni nesreči, ker če bi to delal, bi bil tak, kot je ona, Kaj pa ona naredila, pa ne bom nekaj imela upravo, mislim, da je lahko naroda, ker neumna pa ni, je pa mogoče kaj drugega, ampak najbolj se najma, kjerkoli na svetu zdaj že je. Torej, če pogledava, nimaš, si zelo natreniran, bi rekel, začeti znova. Kje imaš pa vedno pol probleme, pa je, da ko prideš do neke višine, se ti pa neki preklop noter, in pa začneš pa dol, ali te drugi dol spustijo, ali se pa sam, tako da tudi zdaj pri novem poletu moraš to paziti. Ker definitivno bo šel gor, ker delaš, si strokovnjak in imaš srce v tem noter in tudi si dejansko zelo želiš tega, da bo drugim boljš tudi. Zagotovo. Samo imaš pa, jaz mislim, da tukaj, to je za moje mnenje, da je to posledica tega nihanja, ki si ga videl pri bratu, pri Gregorju. In to pol not ostane, in pol ti v podzavesti ustvari en tak mušter valovanja, ki te pol skozi čez celo življenje spremlja. In zdaj upam, da boš tudi lahko še kaj uporabil v prihodnosti, da boš ta vzorc umilil. Zagotovo. Da ko boš prišel z novim poletom na nek nivo, da ne bo se zgodil nekaj spet, da bo ti to bilo oduzeto ali pa da si ga boš... Veš, sej pravzaprav jaz to delam z največjim veseljem, kar si sam želim, IQ me je ogromen, pač se mi dva veva, da mi rešil življenje, paradoks je bil to, da sem jaz mislil, da bom prišel na fizioterapijo, pa sem prišel pa na to, kar je IQ, in seveda s samozavedanjem gibal, in tako je seveda naprej čustev, je to, ko spoznavaš svoje telo in istočasno, ko svoje čustva, tudi podzavest verjetno, ki spoznavaš, se moraš pač sprijazniti s tem, da je treba to stvar urediti, in odkar sva se midva srečala, sem jaz kot duhovno bitje, zagotovo napredoval. In če pa že jaz nisem znal napredovati, sem pa znal drugim pokazati, kam naj grejo. Na različnih, oziroma rekel sem, mogoče bi pa šel tja in je bila velika to prav. In brez IQ-ja ne bi bilo novega poleta. 100%. Ne bi ga bilo, ker bi pač ustal... Ne imel dosti dopamina, da bi... Ne, mislim, ne bi pravzaprav tudi... Jaz sem to tudi dolžen narediti, kot čutim ljudem, ki bi radi nekaj prebrali, pa nimajo kje. In to je tako, kot tisti kolo, ki ga nisem imel, pa sem pa svoje začel posojati. Jaz sem zelo vesel, če so ljudje res dobre to je smisel, vole, in se mi zdi, da je življenje pač lepo, zdaj, če pa še sam sebi znaš malo pomagati, ali pa si malo olajšaš, je pa to, lepo, predvsem je pa to normalno, sebe. Če sebe zanemaraš, pa ne moreš meni pomagati. Jaz ti želim, da ti bo novi polet, da bo lepo poletel, pa da bo
počasa se dvigoval na vedno močnejših krilih, da se ne spremenil v Ikara. Ne? Ne, tega je bilo pa dosti. Tako je. Ja, ampak glih zato, ker je bilo tega dosti, se moraš tako zavedati, da imaš to noter in moraš biti še dodatno previden, da ne greš previsok, prehiter. Ne, ne bi želel tega narediti. Je pa seveda, pač to je pa tudi dejstvo, ljudje imamo neke vzorce, nekaterim lahko uidemo, drugim ne, ampak tudi tistim, ki jim ne moreš uideti, je pa vsaj dobro, da si jih zavedaš, pa da jih probaš pač z njimi živeti, tako kot pač v svojni druščini, ki sem se naučil nečesa, ti drugih pač ne moreš spremeniti, lahko sem sebe tako, da z njimi sobivaš. Tako tudi pač s svojimi pomagljivostmi, ki jih imam jaz seveda tako, da bi jih lahko prodajal, ker so res dobre, to so res kakovostne pomagljivosti. Pač, da skušam z njimi živeti, ne z njimi moriti drugih in kakšen človeku narediti kakšen dan malo bolj lep, ne bi pa nikoli želel postati influencer ali pa guru, ker to pomeni, da imaš pač težave. Jaz pa ne bi želel imeti teh težav, ker gibanje je res lepo. In potem, ko ugotoviš, da je največji napredek to, da ti gibanje znaš usmisliti, da pri športnem početju razumeš tehniko, da je lepota rekreacija v pravilnem izvedbi giba, da je pravilno izveden gib neločljiv del narave. Ja, takrat moraš biti srečen in takrat tudi, ko nisi srečen samo, ko ti hormoni podivjajo srečejo, ko priješ nazaj, ampak ti ta sreča recimo traja vedno, ko se spomniš na to, kaj si počel, takrat je po moje to ena stvar, ki bi bilo dobro, da bi jo mi ljudje vzeli kot dar, tako kot življenje dar, je tudi darovi v daru so to, kar mi počnemo. Ni pa tudi nič narobe, če se ljudje ne rekreirajo, če jim pa ne paše. Mislim, da je zaradi tega, ker na tak način lažje uigrajo sebe kot celoto, da so bolj uigrani, da so bolj urejeno, medsebojno povezani, med nogo, roko, trupom, glavo. Sam, ki je običajno pa vidim, da naredijo največjo napako, je, da zaradi neustrezne čustvene zrelosti telo uigrajo, ne znajo pa pol sebe uigrati z drugimi ljudmi, s partnerjem najbolj, pa pol z otroci, ker tam se pa pol, ko pa še to uigraš, še v teh medsebojnih odnosih, pol je pa še pa tisti endorfini, pa poletijo. Partner je izjemno pomemben. Tista podpora, ki ti jo daje in da te razume, in da ob tem, ko ti daje, nič ne pričakuje nazaj, ti mi moraš pa zdaj to vrati. To so pač stvari, ki ljudje, ki jih to imajo, morajo biti izjemno srečni. Ampak to se seveda, zato se pa treba truditi. Ja, ker tako, ko si že prej nekaj časa nazaj rekel, da narobe je, če ti rekreacija postane partner, narobe. Na mest Zelo narobe. Pa prijemo v zlorabo. Ja, in sam sebe zlorabiti in si prizadevati, sam sebi nanesti bolečino, zato ker v bolečini uživaš in je bolečina edino lepo čustvo zate, to niso dobre stvari. Prikriješ ta pravo bolečino za eno, za katero veš izvor, pa si dovoliš, da ve, bolijo me noge, ker sem toliko pretekel. To bolečino sprejemam in vem, kak je njen izvor in sem sam odgovoren, da jo imam, je veliko lažje z njo, v bistvu jo lažje sprejemš, da z njo prikriješ tisto bolečino, ki jo čutiš pa nekje v duši, v srcu, zaradi tega, ker ne vem, človeka ne moreš partnerja v oči pogledati ali pa delaš stvari, ki niso prave ali pa on tep, in kaj je lažje. Lažje je čutiti, da te noge bolijo od tega, ko da te srce boli. Bolečina nas vedno opozarja, da nekaj narobe, tudi v rekreaciji. Zdaj, škoda pa je, da mi to bolečino razumemo samo kot
puščico, ki vodi točno samo do mišice, ne ta puščica vodi v glavo, ne. Ja. Po mojem, ne. Ja. Tako da želim, da boš v poletu tudi pomagal ljudem ločiti, In oni meni. kaj rekreacija je in kaj ni, da ne bojo, da bojo prepoznavali, kadar bojo šli v izrabo ali pa zlorabo, ne. In če ti bo to uspelo, kar pa mislim, da ti bo, si naredil pa ogromen za veliko ljudi. Veš, to enkrat so me vprašala, ne, kaj prijatelja, ne, kaj čutimo prijeti Bloudkovi nagradi, ne, ki sem jo pač, ki si jo dobil končno zaslužil, ne, kaj čutim, ne. Blazen dober se mi zdi, koliko ljudi se mora zdaj zaradi mene zelo slabo počutiti. To se mi zdi najboljša zadeva, ne, ker to mi pač v moji žličnobi pomeni. Drugače pa, če je kakšna nagrada, je, če kakšen otrok več laufa, ali pa je, če kaj več ljudi na Ljubljanskem maratonu, ali pa na Frani, ali pa da je tisti, ki sami vadijo, ne, da se sploh pokažejo, da je mogoče kakšen, tudi zaradi tega, kar smo mi pisali, ali pa ljudje drugi, ki ste drugel, jaz sem neskončno zadovoljen, ko vidim človeka, ki teče in se mu vidi, da je dobre volje. To se meni zdi, ne. Najlepše pa itak pač videti otroka, tako kot prišla meni vnukina na obisk, drug razred hod, pa imam veslaški trenažer med knjigami, ne, in je sosedla gor in je takoj začela pač veslati, ne. Mislim, to je v redu, da imajo otroci veselje do gibov in povezovanja gibov, ne. Sam gib ni nič, ne. Gibi morajo biti povezani, ne. En gib rodi drugega, tretjega in enkrat ni hudič, da se ne bo ta gib tudi nekaj v glavi končal, ne. Mislim, jaz bi si to še pri sebi želel, zdaj že cajt. Da bi malo okoli prišlo. Da bi že res taj. Ja, pri 65, ne. Bi ob koncu rad, ali pa čutiš potrebo, da bi še kaj razložil, povedal? Ja, biče lahko, seveda, ne. Vsaka sprememba je po mojem mnenju, jaz tako mislim, lahko so iniciacija do zunaj, ampak ta prava sprememba lahko prihaja sam iz nas, a ne, in ljudje ne biti v baterijski reji, a ne, imejte svoj pogum, lahko vam ga da tudi gibanje, a ne, človeško življenje, pa človeški telo sta pa taka darova, da jih ni treba zlorabljati, tudi če se nam včasih malo na zadnje noge postavita pa delata pred nami, ampak to se ne zgodi brez veze, ne. Življenje je neskončno lepo, ne, pa še bom, ne, mislim, kakšno moram tudi, ne, pač saj življenje ni zajema, so samo bolj ali pa manj zajebane babe, ne. No, to je pa zdaj hec bil, ne, ker ženske so pa najbolj pomemben del naših življenj moških. Najbolj pomemben del. Brez žensk ne bi bilo nič. In ženski šport je nekaj najlepšega tudi. Zame. Celo kolesarstvo. Hvala ti za obisk in za zelo lep pogovor. Hvala ti za tisto pot v življenju, a ne, ki si mi odprl vrata, ne, da nisem šel dol spet plesati z ono teto, ko čaka. Vse nas. Ja. Tudi vam, gledalci, hvala za vaš čas in pozornost. Upam, da so vam vsaj kaj uporabnega povedala v vsem tem skupaj, pa mislim, da sva. Pa nasvidenje čez 14 dni. Lep dan vsem. Hvala za vabilo. Prosim. In režiji, seveda.